Spravi, tukaj imamo samo tri barve, tri osnovne barve, iz katerih bomo dobili vse druge barve. Če pa mešamo posamezne med seboj, pa dobimo različne. Recimo, če zmešamo rumeno pa dobimo oranžno. Če zmešamo modro pa rumeno, dobimo zeleno. Vi dve veste, da obstaja barvni krog, ne? Ja. In katere barve so v barvnem krogu? Zelena, rdeča, modra, vijolična, oranžna pa rumena. Ja. In kaj to sploh je barva? Ja, nekaj rišuško. Barva je tako, kot recimo, kot ima glasba svojo frekvenco, ki jo slišimo z ušesi, tako ima tudi barva svojo frekvenco, valovanje, ki jo zaznamo z očmi. Kje so pa tople pa mrzle barve? Tople barve so tele barve, se pravi rdeča, oranžna, rumena, ostale so pa hladne barve. In kako misliš, zakaj se jim reče tople pa zakaj hladne barve? Ker se bolj tako, ko jih pogledam, se kar te so skrivnostne so, kaj tazga. Katere so pa vajine najljubše barve? Moja je tista travna, to ful taka svetla zelena pa rumena. Moja je pa roza, taka kot žari pa vijolična. Recimo zelena barva, če gremo naprej po tem krogu, zelena barva je barva narave, nas pomirja, naprimer. Oranžna barva, kaj mislite, oranžna barva je tudi topla barva, pa je taka, ki je taka pozitivna barva, v bistvu optimistična. Prav tako rumena tudi, rumena je sonček, ne? Ja. Kako to, da na teh slikah niso samo barve? No, če gremo malo bliže pogledati, lahko vidimo, da, kot si rekla, res niso samo barve, ampak so tudi v tem primeru še kristali. Tako je tudi keramika ali pa kakšni drugi elementi še. Različne tehnike so pač v slikarstvu. Te barve pa so meni ful všeč. Ja, to so pa tvoje barve, kot si že prej rekla. Katera barva je na vrhu, Mavrici? Tako, pa bomo vzeli kar rdečo, čopič. Katera je naslednja barva? Je oranžna. Ja. Fino. No, pa je Mavrica končana. A se boste poskusili podpisati s konturo? Ja. Bi šlo? Super. Lepo ste narisali, lepo ste se podpisali s konturo, to ni enostavno, pa ste lepo naredili. Tako da, fino, zdaj lahko pa odnesete. Hvala.